Živijo, jaz bi danes rada z vami govorila o 5 super pasteh v naših partnerstvih. Zdaj, prva past je bolečina. Vsi vemo, da kadar nas nekaj boli, kadar smo prizadeti, da iz te bolečine ven začnemo kričati oziroma na en način zahtevati neko pozornost, neko pomiritev, in večkrat tega ne znamo takole povedati, kakor sem jaz zdaj, ampak samo zahtevamo neko pozornost. In če nas partner v temu našemu kričanju ne razume, potem se lahko počuti celo napadenega in se bo začel braniti ali pa se bo začel umikati, kar bo nas vedno bolj jezilo, in si takrat lahko celo izrečemo razne žalitve in to bolečino v bistvu samo še poglobimo. In to ni cilj partnerstva, cilj partnerstva je, da imamo ob sebi neko varno pomiritev, na kogar se lahko zanesemo. Potem je druga past, je strah. Zdaj, kadar se nečesa bojimo, pa si tega ne povemo, se pravi, da samo čutimo nek strah, lahko začnemo ta strah potencirati. Primer dam, da nekdo zamuja iz službe 5 minut in mi v tem že doživimo neko zaskrbljenost, nek strah, kaj se zdaj z našim partnerjem dogaja, ker zamuja. In ko bo partner prišel domov, se bomo mi delali, kot da je vse v redu, kot da nas nič ni skrbelo, V resnici pa nas noter vseeno gloda en črviček, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, zakaj naš partner zamuja, 5 minut, 10 minut, pol ure, različen prag imamo oziroma različne strahove. Nekomu se ne bo zbudil strah pri zamujanju, se bo pa pri nekih, pri finančnih skrbeh. In če o teh stvareh ne govorimo, o teh naših strahovih, potem se ta strah samo potencira in dobiva strah vedno večjo moč. Če damo primer, recimo strah na finančnem področju, recimo, da imam občutek, da moj partner preveč zapravlja, jaz bi si pa želela, da prihranjava denar za, novoletne počitnice, potem bo mene to skrbelo, kam on zdaj ta denar nese in kaj z njim dela. Hkrati se pa ne bom mogoče počutila upravičeno, da mu to očitam, da ga sprašujem, da z njim o tem govorim. Ampak vseeno bo ta strah v meni notri se samo večal in samo vedno bolj bom živčna, vedno bolj bom nemirna, dokler ne bom na neki točki izbruhnila in se bova skregala. Tako da ne glede na to, česa vas je strah, koliko ste vi do tega upravičeni ali neupravičeni. Kadar govorimo o strahu, ne pomeni, da mora zdaj drug partner tudi začeti varčevati, to ne pomeni, da se mora on spremeniti. Ne, fino je samo, da lahko imamo ta prostor oziroma da si mi tudi dovolimo govoriti o stvareh, ki se jih bojimo, ki nas prestrašijo. In lahko partnerju povemo, mene je strah, da pa si ne bova mogla privoščiti teh počitnic. Kaj pa ti razmišljaš, kako pa ti čutiš? Ker če ne, iz tega strahu lahko dejansko pripeljemo do tega, da se neke stvari celo uresničijo. Če nas je recimo strah, da bomo izgubili partnerja, potem znamo delovati prav v nasprotni smeri, ga bomo cel čas, klicarili, ne bomo mu pustili dihati, ves čas bomo hoteli z njim preživeti, vse hobije in vse si bomo orientirali samo na njega. Ker nas bo toliko strah, da bi ga izgubili, ampak bomo prav s tem načinom, ki hočemo biti ves čas z njim, preprečili to, da bi nas tudi on kdaj pogrešal, da bi tudi on v sebi začutil, kaj on čuti do nas, in zna se ta strah v bistvu veliko prej uresničiti. Veliko prej bo tak partner pobegnil od nas, se umaknil, kot pa nekdo, ki mu bomo povedali, mene je strah, da te bom izgubila, če, cel popoldne ne bova skupaj, če bova imela toliko različnih aktivnosti. Ker stvari, ki jih ubesedimo, se jih lahko rešuje. Tretja velika past je varanje oziroma zasvojenosti. To so vsi načini bežanja iz odnosa. Se pravi, da v odnosu nam nekaj ne ustreza, da smo nezadovoljni, da pogrešamo neko
občudovanje, neko ljubezen in namesto, da bi to ubesedili, da bi vse to probali rešiti ob partnerju, gremo v beg, pobegnemo k drugi osebi, ki nam to ponudi, v pijačo, ki nam, v neko odvisnost, zasvojenost, skratka pobegnemo. Ne soočimo se s partnerjem, ki je tukaj, ki je z nami, ki ga verjetno zanima, kaj pogrešamo, ampak mi se namesto v odnos zatečemo v drugo stvar. In to na dolgi rok ne rešuje vsebin oziroma nas čedalje bolj oddaljuje. Tudi če živiva skupaj in jaz nekje varam, bo odnos vedno bolj prazen, v bistvu začne se nabirati neka zamera, začne se nabirati jeza, bes, ene take grozna čutenja začnemo nositi v sebi, sram, gnus, pa hkrati ne vemo, kako se sploh s tem soočiti. Tako da predno zabredete predaleč v neko laganje, v neko oddaljevanje od partnerja, vam res polagam na srce, da je veliko lažje na začetku, ko pride do neke krize, to ubesediti pa poskušati rešiti, kot pa da rešujete stvari sami, na svoj način in se pomirite zunaj odnosa, zato da pridete pol v odnos pripravljeni na vse, izzive. Dajte to reševati res na samem začetku. Ker če se boste zatekali v te shode, potem vam lahko 100% zagotovim, da ta odnos ne bo trajal oziroma ne bo pripeljal do neke notranje sreče. Četrta past je neka rutinska spolnost. Se pravi, da nimamo spolnosti zaradi užitka, zaradi tega, ker se znamo povezati s partnerjem, da res ta spolnost naju popelje na nek višji nivo, ampak imava to spolnost zaradi tega, ker jo je treba imeti, zaradi tega, ker se bojiva, se pravi spet straha, da bi mogoče en drugega izgubila, ker pač vsi odrasli seksajo in je treba seksati. Ne. Prosim, ne si dovolj, da se ujameta v tako pojmovanje spolnosti, ampak dajta si dovolj, da raziskujeta, kaj vse spolnost je, na kakšne vse načine jo lahko živita, na kakšne načine se lahko povežeta preko spolnosti. Se pravi, ne samo ta povezanost, ki jo imata preko nekih skupnih interesov, preko pogovora, preko, skupnega domovanja, otrok itd., ampak ena povezanost, ki je na čisto drugačnem nivoju. Dajta si dovoliti, da ne bo spolnost nekaj utečenega, nekaj rutinskega, ampak da je to res vsakič znova, tudi če je slaba izkušnja ali pa ne toliko dobra izkušnja, ampak naj bo res vsakič znova izkušnja. Se pravi, da je vsakič znova nekaj, čemur se prepustite. In pa peta velika past partnerstva je pa to, kar sem že omenila, rutina. Se pravi, če zapademo samo v neko rutinsko delovanje, sicer sem pristaš rutine, zaradi tega, ker je to na en način nam predstavlja varnost, so stvari predvidljive in se veliko lažje znajdemo znotraj rutine, ampak tudi za partnerstvo moramo načrtovati določen čas in pa določene aktivnosti. Če je del rutine samo služba, pa spanje, pa igranje z otroci, potem pač, če partnerstva ni v tej rutini, ni na urniku, potem ne bo to na dolgi rok delovalo. Tudi partnerstvo mora postati del te rutine, Se pravi, da vsak dan, si zjutraj vzameta pol ure en za drugega, spijeta skupaj kavico ali pa zvečer pred spanjem imata en ta čas, ki je samo za vaju, ali pa, samo za vikende imata, 5 ur časa skupaj za vaju. Ampak partnerstvo mora biti del vajine rutine. Če ne, bosta toliko zapadla v eno to svoje rutinsko delovanje, da sploh ne boste opazila, da je mimo vaju šlo, par let, par izkušenj, par različnih pogledov in kar naenkrat boste rekli, okej, svojega partnerja sploh ne poznam, sploh ne vem, kdo to je, sploh ne vem, kako ta oseba deluje. In na tisti točki se potem ponavadi
ali zatečemo neko terapijo, ali se ločimo, ali pa začnemo na novo spoznavati, kdo sploh smo, kakšne so naše razlike in ugotavljati, a je to še neki odnos, v katerem si želimo biti ali ne. Skratka, jaz upam, da vam bo teh 5 kratkih vpogledov v pasti partnerstva pomagalo, razjasnilo kakšno vašo namero za partnerstvo in predvsem vam želim partnerstvo polno ljubezni. Adijo!